Drage stanovalke, dragi stanovalci Doma starejših občanov Tezno, prav lepo pozdravljeni v imenu Slovenske matice, ki je z vami v preteklih tednih izvajala cikel Knjiga me pomlaja. In danes smo priče, da smo bili uspešni. Namreč zdi se mi, da imamo danes tukaj polno mladih src, ki hrepenijo po literaturi, lepi besedi, književnosti. Imamo pa tudi prav poseben dogodek. Z nami je pisatelj, pesnik, kaj še? Dramatik. No, kaj smo se še naučili? Ljubitelj psov. Ljubitelj psov, pravim. A ja? Ja, pisatelj, torej Feri Lainšček. Prav lepo ga pozdravimo. Jaz mislim, da vam, tako tistim, ki ste se udeležili naših delavnic, kot tistim, ki ste danes prvič tukaj v okviru tega cikla, Ferija Lainščka ni potrebno prav posebej predstavljati. Vsi se nekako zanihamo v romantiko, v nežna čustva, potem, ko poslušamo kakšno njegovo pesem, bodisi, ko jo prebira sam, bodisi, ko jo zapoje Ditka, s katero že nekaj časa sodeluje. In vabim pisatelja, da nas zdaj zaziva prav v to vzdušje. Ja, prav lepo vas pozdravljam. Glede na to, da prihajam iz Prekmurja, bom za začetek prebral eno pesem v prekmurščini. Ugotavljam, da tule v tem koncu prekmurščino malo razumete. Tako da upam, da boste to pesem razumeli. Naslov je Nikdar ne boš znala, kar bi se prevedlo Nikoli ne boš vedela. Pesem je ljubezenska, ampak bi tako rekel, je bolj moška pesem. Je rekla Ignacija, da v skupini ne bo moških, pa ni res. Imamo tudi moške v skupini tokrat. Torej, nikdar ne boš znala. Nikdar ne boš znala, kako se vrablje na toj streji celimi ljudi kišuje. Kako se vrane na tom drovdi sveklo poglejujejo. Kako ena stara sraka po tem dvoriščaj grdo ukradne, te pa pod večer s kesom srakopiri pod perom spadne. Nikdar ne boš znala, kako se pijanci šteritine kikliče mijo domov bojijo. Kakša stara mamica v kmici samej doč moli devico Marijo. Kako ti dole na pošti včasih što obstoji, kako da bi ne bilo za naprej več poti. Nikdar ne boš znala, da je toga nikdar ne boš znala, zakaj mi včasih pa še takša žmetna kmica. Zakaj je opiran okna, da okoli leče nočna fica. Nikdar ne boš znala, ne toga nikdar ne boš znala. Če boš pa znala, ne boš mogla razbiti. Eno mojo ljubezensko pesem imam še posebej rad. Naslov je Kako je ljubezni ime. Mogoče jo nekateri poznate, če ste kaj brali mojo poezijo. Zdaj pri tej moji ljubezenski poeziji, mimogrede naj povem, da bo letos šla taka debela knjiga pred Cankarjevo založbe, ker bodo vse moje pesmi te boljše zbrane. Tega se zelo veselim. Tudi ta bo seveda v tej knjigi. Zdaj, vse te moje ljubezenske pesmi so take, ki nastanejo iz nekega primarnega, tega osnovnega ljubezenskega čustva. Niso
izmišljene, niso take, da bi si kar izmišljal besede in ustvarjal, ampak je neka osnova, je neka zgodba za vsako pesmijo. No in ta zgodba v tej pesmi je lepa in je resnična. Pesem je posvečena dvema mojima prijateljama, ki jo zdaj ni več, že dolgo. Pesem je nastala takrat, ko sta odšla. Ampak prej je bilo pa to, da sem jo spoznal, ko sta se na stara leta vrnila v Mursko Soboto, preživeti pač ta zadnjo četrtino, ne vem kako rečemo, zadnjo četrtino. In smo postali prijatelji. Bila sta nenavaden par, imela sta se zelo rada in sta v tej Murski Soboti, ki je malo mesto, delovala malo čudno, ne? Ker sta se kljub poznim letom imela še zmeraj rada, ker sta se držala za roke, ko sta šla po cesti, ker sta se upala v javnosti poljubiti. Skratka, malo sta bila čudna, ampak mi smo postali prijatelji, smo se družili. No in ko je potem gospod prvi umrl, je gospa dala izdelati njegov doprsni kip in ga je v Murski Soboti na pokopališču ob kamnu dala tudi postaviti. To še danes stoji tam v Murski Soboti. To pa verjetno zato, ker je potem vsako nedeljo dopoldne šla in je na tem doprsnem kipu zamenjala sveže oprano ruto, ker je gospod celo življenje rad nosil rute tako lepo zavezane. No in takrat so še tisti, ki sta si me zdela malo čudno razumeli, da sta bila posebna. To je postala taka urbana legenda, Murska Soboška, to njeno dejanje. No in ko je potem gospa tudi umrla, z nje, da bi ohranil to njuno ljubezen ali zgodbo, napisal to pesem, kako je ljubezni ime. To je predzgodba, zakaj je ta pesem nastala. Torej, kako je ljubezni ime. On je bil star in tak čuden, ona pa skoraj gospa. Imela sta vse in veliko, rada sta skupaj bila. Vlekel je pipo s pokrovom, ona pa majhnega psa. Za njima kazali so s prstom, ko sta po ulici šla. Imela sta klopce v parku in v stari kavarni svoj kot. Molčala sta dolgo v mraku, poslušala glasbo brez not. Takšna bila je ljubezen, mnogi so se smejali. Takšna bila je ta sreča, mnogi je niso poznali. Potem pa je ona zaspala, tako je zaspala zaskos. On se je v črni obleki še zadnjič odpravil na most. Vsem je bilo malo čudno, da to še lahko se zgodi. Po vodi pa nihče ni videl lučko, ki tam še gori. Edino je pevec zapisal to pesem v svoje srce, če kdaj bo kdo vprašal, kako je ljubezni ime. Mogoče še eno. Velikokrat me vprašajo, ali te moje ljubezenske pesmi nastajajo iz spomina. In potem rečem, da seveda tudi iz spomina. No in tu imam eno pesem, ki me vrača daleč nazaj, pa tudi vas. Daleč nazaj vas bo vrnila. Mogoče ste nekateri študirali v Ljubljani, vodila v tisti čas, ko smo tam študirali. Naslov je Koraki in gre takole. Neil Armstrong je stopil na Luno.
Jan Palach zažgal se je v Pragi. A meni za zmeraj v ušesih ostali so tvoji koraki. Prišla si s perona brez kovčka, še ruta je lezla z ramenom. Kako naj te kličem v spominu, saj nisem še vedel imena. Pred mano si vsaj z lepote, kot Bog bi te zase napravil. A čudež je tudi, seveda, da čas sem s pogledom ustavil. Bežala sva v paru kot zraki in kradla zlato po Ljubljani. Vse zlati bili so to časi, kot tvoji arabski uhani. Bila sva premlada za srečo, ko v hiši iz kart sva živela. Kako naj te vprašam v spominu, če v sanjah nocoj si letela? Plesala sva sama v kavarni, pod streho dežja se ljubila. Odšla sva iz zgodbe še mokra, nikoli se nisva vrnila. Nikoli se nisva vrnila. Ker vse sem počel v tem času. Sovražil in ljubil sem leta, misleč, da prišla boš kot takrat, še zmeraj sem gledal dekleta. Verjel, da ljubezen se vrne, kot ptice se vračajo z juga. Le tega ni v mojem spominu, kako si postajala druga. Morda si nekoliko zvesta in tvoji vsi srečno živijo. Morda si, da je šla med obrazi, ki čudno se znanimi zdijo. A če bi kdaj slišal korake, če bi kdaj slišal korake, če bi kdaj slišal korake, bi vedel. Hvala Feriju Lajnščku za ta čudovit uvod in za njegovo spodbudo, da je vsak čas v življenju pravi za ljubezen. Pa naj bomo mladi ali nekoliko starejši. Da jo je treba nositi v srcu, kakor nosi pisatelj Feri, že od mladih nog ljubezen do knjige. In prav knjiga je tisto, kar nas je povezalo v ta projekt, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo, za kar se mu zahvaljujemo. In česa vse smo se naučili, bomo zdaj pokazali, predstavili tudi pisatelju Feriju. Nikakor ne bom imela jaz danes glavne besede, ker smo imeli čudovite udeleženke našega srečanja, naših srečanj, naših dogodkov, ki so danes pravzaprav pripravile ta pogovor s tabo, Feri. In zelo zanimiva vprašanja se obetajo, zato te ne bom posebej predstavljala in bom stopila kar takole do prve, da zastavim torej ta vprašanja. Gospa Jožefa. Mene zanima, kakšno je bilo vaše otroštvo, kakšna je bila vaša družina v primerjavi z družino literarnega junaka Denza. No, Feri, pa smo v mladih letih, torej pri otroštvu. Ja, o tem bi lahko veliko pripovedoval, zato ker sem v svojem otroštvu zdaj že 6 let pisal, ker sem napisal 3 romane. Mogoče ste slišali, mogoče ste brali Kurji pastir, Petelinje jajce in Kurja fizika. To so 3 romane, ki govorijo o mojem otroštvu, ki je bilo zelo, zelo posebno. Otrokom v šolah to bolj težko razložim, ker takega otroštva ne poznajo. Vam pa lažje je, ker se spominjate tistih časov, seveda.
Zdaj, jaz sem rojen v vasi Dolenci, na Goričkem, v Prekmurju. To je na najmanjši vasi tam, čisto v madžarski meji. In rojen sem v tisti vasi, v najmanjši hiši. To je bila hiška, narejena iz zemlje, iz blata, tako rekoč. Pokrita je bila slamo. Imela je samo 2 prostora in drvarnico. V njej ni bilo elektrike. Mimogrede naj povem, da je v to vas, našo vas, prišla elektrika leta 1959. To je točno tisto leto, ko sem se jaz rodil. Ampak v našo hišo oče ni želel napeljati elektrike, tako da sem jaz vse do 3. razreda osnovne šole, dokler smo stanovali v tej hiški, živel brez elektrike. Vsega, kar je povezano z elektriko, ničesar, ker se priključi na elektriko, ni bilo. No, to je neko izhodišče, neka resnična zgodba. Bili smo neskončno revni, celo predzgodba, vsaka stvar ima predzgodbo, je taka, da je oče pravzaprav izgubil očeta med Prvo svetovno vojno na fronti, tako da, ko se je rodil, je bil oče že mrtev. On je bil v maminem trebuhu, ko je oče umrl na fronti. In je odraščal brez očeta. Mamina družina je bila pa prav tako zelo revna, in ko sta se oče in mama zaljubila, nobena izmed teh družin ni bila vesela, ni bila zadovoljna. Ker so mamini mislili, da bo vendarle dobil dobila kakega, ki bo imel, ki bo bogatejši, in obratno, njegovi so mislili, da se bo vendarle kam preženo, ki bo tukaj imeli, ampak ona dva sta se imela tako zelo rada, da sta se kljub temu poročila in sta morala od doma. Ampak nista šla daleč, ostala sta v tej vasi. Prijatelj očetov jima je dal en prostor, ki je bil prej žganjarna, in tam sta začela potem svoje skupno življenje. Oče je dobil nekaj za to, kar je bilo podobno postelji, je rekel, mama je pa dobila jedilni pribor za 2. To je bilo vse njuno imetje in dejansko sta živela iz ljubezni in sta celo življenje pravzaprav želela dokazati, da se da iz ljubezni preživeti. In sta si celo življenje želela, da bi zgradila hišo, ker ta hiška, o kateri sem na začetku govoril, ni bila naša. So eni dobri ljudje ima tudi potem dali, da sta se iz tiste žganjarne preselila v to hiško. No in ko sem jaz hodil v 3. razred, jima je uspelo zgraditi hišo, tako da sta dokazala, da se da z ljubeznijo in iz nič vendarle v življenju uspeti. No, jaz sem temu njunemu, bi rekel, življenjskemu poslanstvu posvetil te 3 romane, ker se mi je zdelo to nekako literarno zelo zanimivo. Če vam bo kdo dolg čas, pa če bi radi dolgo brali, vam to priporočam, ker vas bo vračalo v tisti čas tam, 60. leta. Marsikaj boste prepoznali verjetno tudi iz svojega življenja. Zdaj, to je moj nek odgovor, čeprav zdaj ne vem, koliko je to pravi odgovor, kakšno je bilo moje otroštvo. Moje otroštvo je bilo, jaz ga nosim spomine kot zelo lepo otroštvo. Zdaj sem opisoval to revščino, to, ko nimaš nič, ampak v mojem spominu je to čudovito otroštvo. Zato, ker sta me oče in mama imela zelo rada,
Sestra je bila starejša, ko sem se rodil, sestra je bila stara že 80 let. Jaz sem se njima pravzaprav ponesrečil, nisem več hotela imeti otrok. In sem tako seveda odraščal obdan s to njuno ljubeznijo in čeprav se je zdelo, da nimam v življenju nobenih možnosti, tako se je zdelo takrat zagotovo, sta mama in oče uspela zgraditi nek nevidni most iz tiste revščine, da sem jaz lahko odšel nepoškodovan, z lepimi spomini, še zdaj z neko toplino v srcu. No in ko se sprašujem, iz česa je bil ta most, je edini odgovor, ki sem ga našel, zdaj ko sem pisal te 3 romane, edini odgovor, ki ga lahko povem, da je bil ta most zgrajen iz ljubezni. Oče in mama nista imela nič drugega, samo to neskončno ljubezen medsebojno in ljubezen do mene in v življenje in ta most je bil. No in to je zdaj nek odgovor moj, zakaj se mi zdi ljubezen tako zelo pomembna. Hvala, Peri. Zdaj pa bomo šli k drugemu vprašanju. Kdo ima drugo vprašanje? Gospa Ivana, ne? Ali ste bili pridni učenec, da ste zato postali tako dober pisatelj? Ali ste kot otrok veliko brali? Smo že pri knjigah, torej če govorimo o knjigah, seveda, kako pa je z branjem in šolo? Ja, res je to, ne, da je bila prekmurščina, ki ste jo prej poslušali, prvo pesem, ki sem jo prebral, pravzaprav moj materni jezik. Jaz do osnovne šole praktično slovenščine nisem poslušal. Saj, verjetno smo bolj ali manj Slovenci rojeni v narečju, ne? Tako da na ta način to poznamo. No, ampak, ko sem pa potem vstopil v šolo, sem pa začel mrzlično brati. Sem hodil eno to podružnično šolo v Dolenci od 1. do 4. razreda in tam je bili so 2 učilnice, 1. in 2. razred v eno učilnico, 3. in 4. v drugo. In v sredi je bil en prostor, ki je bil pravzaprav knjižnica. Tam so bile knjige, ki so očitno ostale tudi še, ko je bila šola od 1. do 8. razreda. Skratka, en tak prostor. No in meni so bile takrat knjige edino okno v svet, ne, ker ni bilo televizije, telefona, računalnika, vsega tega. In jaz sem bil prepričan, da če bom veliko bral, da bom razumel, zakaj na tem svetu gre, skratka, da bom vedel, ne, ker sem mislil, da je vsa skrivnost v knjigah. In jaz sem do konca 3. razreda, ampak to zdaj res, to ni šala, prebral vse knjige iz te knjižnice. Vse. Dobesedno vse. Učiteljica še živi, ki me je učila v 4. razredu in je lahko priča. Ona mi je potem v 4. razredu že nosila iz knjižnice, iz matične šole knjige. Zato sem neskončno hvaležen. Celo mislim, da sem se v slovenščini v pismenu pravzaprav ne v šoli, ampak s knjigami, z branjem. Moja slovenščina je prišla do mene s tem literarnim jezikom iz knjig. Tako da, to je moja izkušnja z branjem. Zanimivo mi je bilo, no to kot podrobnost ali pa drobnarija. Vem, da sem že v 1. razredu bral knjige o neznačku. Ne vem, če ste se srečali s temi knjigami. To so 3 knjige, ki so izšle v slovenščini. Mislim, da en ukrajinski pisatelj, takrat ruskega rodu, je to napisal. In jaz sem nosil to fantazijo v teh 3 knjigah, teh neznačkovih dogodivščinah s sabo. In sem pa potem se nekaj hip spomnil, da bi jaz to znova bral. In
sem jih našel te knjige tu v Mariboru v Bukvarni, vse 3 dele sem našel, ne boste verjeli, ena je tako debele so. Mislim, tako debela, pa tako debela, to so debele knjige. Meni še zdaj ni jasno, kako sem jaz lahko v 1. razredu tako debele knjige bral, nekaj zdaj v 1. razredu berejo tanke knjige. Zdaj že v 2. razredu berejo tanke knjige. Ne? Zdaj, ko pridejo v knjižnico izbirati knjige, mi knjižničarke rečejo, da najprej pogledajo, če je tanka. No, malo se jecam, ampak je res, ne? No, je pa tudi res, da sem jaz potem šel znova te Neznalčkove dogodivščine brat, zdaj, odrasel in sem bil kar razočaran, ker sem v spominu nosil take čudovite zgodbe iz otroštva o tem Neznalčku, je pa to tukaj preprosta literatura, ne? Zdaj, ko sem zdaj bral, me ni nič fascinirano, ne? In to na nek način govori pravzaprav zdaj to, ne, ta fascinacija otroška, pa zdaj to razčaranje, ne, na to literaturo, ko se star, govori o nečem zelo pomembnem. Namreč jaz ves čas ponavljam, ves čas govorim to in otrokom in odraslim, da branja ne more nič nadomestiti. Recimo, če primerjamo z gledanjem filmov, ne? Če beremo, soustvarjamo, mi imaginiramo, mi ustvarjamo svoj svet. Če gledamo film, pa se to ne dogaja, pa gledamo vsi isti film. Ne? Se pravi, neko knjigo boste prebrali, vsaki glavi bo drugačna, vsak bo ustvaril drugačen svet iz te knjige. Če boste gledali film, bomo pa vsi gledali istega, bomo gledali režiserjevo vizijo. In kaj hočem s tem povedati? To čarovnijo branja in to, kar nam branje daje, ne? To možnost imaginacije, soustvarjanja. To bi jaz rad spravil do otrok in zmeraj to ponavljam, ker nisem nek velik zagovornik bralnih značk, pa tega ne branja po sili ali pa branja po programu, ampak sem pa velik zagovornik branja kot takega. Ne. To je nek moj tak argument. Zdaj, kar se tiče pa šole, pa moram reči, da sem bil pa jaz dober učenec. Jaz hranijo zdaj temu tam to moje spričevalo, mislim, da je v knjižnici v Murski Soboti ali nekaj v tistem izkazu osnovnošolskem, ko spomnite, vsi ste ga imeli verjetno, ne, so bile ocene pisane, jaz nimam nobene 4, jaz imam vse 5, prve do zadnje, vse 5, tako da se mi je zdelo, da je tudi šola bila zame okno v svet, tako kot so bile knjige. To so bili pač taki časi, se mi zdi. Tako. Hvala. No, zdaj smo nekaj izvedeli že o knjigah, šoli, tudi branju. Gospa Vera ima 3. vprašanje. Kaj pa se je spodbudilo, da ste začeli pisati, ste pisali že v otroštvu? In zdaj smo seveda pri tem, zaradi česar je Feri Lanšček danes z nami, torej pisanje. Ja, ne vem, otrokom zmeraj, ko me vprašajo, kdaj ste začeli pisati, povem eno zgodbo, pa mislim, da je lahko tudi vam povem pravzaprav, ker se mi zdi še najbolj resnična. Jaz res mislim, da je v tej zgodbi, vse sem jo opisal potem v 3. delu tega trilogije Koripastir. Namreč, jaz res mislim, da je s tem povezano vse kasnejše moje ustvarjanje, oziroma da je tu nekako to zasejano. Jaz sem v tistem obdobju
v prvem razredu, ko smo hodili skupaj prvi in drugi razred, imel dve sošolki in v drugem razredu, ki sta si bili podobni kot jajce v bistvu, ker sta bili dvojčici. Enojančni, kako se že temu reče. No in je pa res, da učiteljica ni ločila, ampak meni se pa vseeno zdela ena lepša. To je res, saj sem se pogovarjal nedolgo tega z enim človekom, ki sem ga srečal, ki je poročen z eno izmed dvojčic. Na jak način mi je rekel, kako je on ločil eno od druge. Da ni samo fizionomija tisto, ampak da so tudi po naravi dvojčice ponavadi različne. Da ne bom zašel, jaz sem se v eno izmed teh dvojčic zaljubil, takrat v prvem razredu, in sem bil neskončno zaljubljen, ampak ji nisem upal tega povedati. In sem se potem spomnil, da je lahko napišem. In sem mami ukradil eno razglednico in sem potegnil 2 črti z ravnilom in sem s tiskanimi črkami, to pomeni, da je bilo to prvo poletje prvega razreda, ker smo se tiskano samo še naučili, napisal zelo si lepa, imam te rad. Na prvo črto zelo si lepa, na drugo črto pa imam te rad. In ker nisem vedel, da moraš iti na pošto, pa znamko kupiti, pa sem potem skrivaj to vtaknil in v torbo, ampak so imela enake torbe, pa sem zgrešil torbo, pa ona druga dobi. In je potem seveda zatožila mami doma in njuna mama je povedala moji mami in to je bila cela štala takrat z tega mojega pisanja. No, ampak jaz sem res prepričan, da sem jaz takrat prvič izrazil čustva, da je to bila pravzaprav moja prva pesem. In da, tako kot sem bil takrat zaljubljen, sem pravzaprav celo življenje zaljubljen. Ne zdaj, kako bi rekel, kar po vrsti v ženske, ampak v življenje, v vse to. Že takrat je ljubezen me nekako določila, da je to tista neka vrednota, ki se izplača v življenju slediti, ki je mogoče ob svobodi, ki imam najviše, tista vrednota, ki jo takoj dodam, ki je na vrhu. Tako da jaz bi rekel, da so to moji literarni začetki in kar nekako vztrajam pri tem. Ampak morda eno podvprašanje, prva objava? Tu me bo vprašala zato, ker ve za zgodbo, ker pozna zgodbo s prvo objavo mojo. To je pa šlo takole, jaz se potem nisem upal, ko so me zafrkavali, pa ta deklica od prvega razreda me ni marala, čeprav zdaj je to gospa, ki jo srečujem v Murski Soboti, greva včasih na kavo, je gospa poseda mojih let, eno leto starejša od mene. V 6. razredu sem se pa potem spet zaljubil in to v eno deklico iz 5. razreda in ta me je pa marala. In sva bila na šoli par. Tak par, poznate iz šole, te pare iz šole, No in takrat pa učiteljem pa predvsem ravnatelju pa ni bilo všeč, da so mi pa par. In so bili spet težave s to ljubeznijo. In takrat sem jaz napisal pesem, ki je moja prva objavljena pesem v Pionirskem listu, današnjem Pilu, ko sem že bil, tako kot so me poznali kot pisatelj, je imel Pil neko obletnico in so mi takrat urednice izbrskale to mojo prvo objavo iz Pila. To je moja prva objavljena pesem iz 6. razreda osnovne šole. In zdaj, ko sem potem na obisku na šoli, zmeraj vprašam, kje ste tisti iz 6. razreda, temu ne dvignejo roke. Pa rečem, veste, vam pa moram povedati, da
se v 6. splača zaljubiti. Ker sem jaz s to deklico iz 5. razreda ostal in sva se poročila in sva še danes poročila. No, k naslednjemu vprašanju, gospa Terezi. Dobar dan, gospod Lenšček, jaz bi samo vprašala, koliko knjig ste že napisali? Torej, nekaj o literarnem opusu Ferija Lajnščka. Moram priznati, da jaz veliko berem, pa nisem vsega prebrala. Ja, se moram res upravičiti, to je verjetno edino vprašanje, na katerega danes ne bom znal odgovoriti. Ne vem, koliko knjig sem napisal, nimam jih preštetih, sej knjižnice skrbijo za to, da je to obdelano. Jaz znam potem, da niti nimam doma zbirke, nimam vseh mojih knjig zbranih. Znam sem potem, da ne berem znova svojih knjig, razen če je potrebno kako filmsko adaptacijo, to sem 6-krat delal. Drugače se pa nekako ne vračam, nekako zrem naprej in zmeraj razmišljam o naslednji knjigi. Zdaj že zmeraj razmišljam o naslednji knjigi. Zdi se mi, da je za mene kot pisatelja najlepši čas knjigo tisti, ko knjiga nastaja. Čeprav to malo se čudno sliši, ker bi povedal eno zgodbo, ki me je sicer malo podučila. Jaz sem imel v ciganskem naselju, romskem naselju v Kamenci eno lepo prijateljstvo z poglavarjem teh vasi, ki je žal že pokojni. In jaz sem veliko zahajal k njemu, ko mi je šlo, ko mi v Murski Soboti ni bilo prijetno med ljudmi. Tako mi šlo na živce, sem se sedel v avto, pa sem se peljal v to cigansko naselje. Tam je od tega Ludvika žena skuhala kavo in sem se prepustil temu življenju, ki je drugačno. Se veste, da je v ciganskem romskem naselju drugačno. Ampak govorim to zato, ker sem se enkrat vračal iz Ljubljane popoldne in ne vem zakaj, nisem šel domov, ampak sem zavil k temu Ludviku, ciganskemu poglavarju, na eno kavo. In je on mene vprašal, ja pa ne, ko greš iz Ljubljane, kaj si pa delal? Mislim, zakaj si bil v Ljubljani? In sem jaz rekel, Ludvik, pa knjiga mi je izšla danes. Bil sem na tiskovni konferenciji, pa mi je knjiga izšla, pa bom gledal, pa je rekel, pa čakaj, zakaj si potem prišel k meni? Jaz sem rekel, pa na kavo. Je rekel, pa ti bi moral danes praznovati, ti bi moral slaviti, ti bi moral se napiti, ti bi moral biti. Je rekel, ni prav, kar počneš. Če nekaj uspeš ustvariti, se moraš tega veseliti, moraš se znati to praznovati. In me je podučil s tem. Je rekel, glej, mi cigani si izmislimo kaj pa, da lahko praznujemo. Ti pa si knjigo napisal, pa da praznuješ. Ampak to je pač ena zgodba, ki me je malo podučila, da zdaj vendarle tudi se nekako ne pozabim se veseliti, ko mi knjiga izide. Ampak še zmeraj je pa to v meni, da mi je najlepše tisto, kar šele bo. Na ta način pač razmišljam, koliko je knjig, ne vem, romanov je zagotovo, različne številke se pojavljajo, ker ti knjižničari, ko preštevajo, potem ali ta roman štejejo za odrasle ali za verjetno 35 romanov sem pa zagotovo napisal nekaj. Sej bom šel v knjižnico ali pa v kaj vnuk moram iti ali kam. Naj me preštejejo te knjige, vedel na odgovor na to vprašanje. Ampak veliko jih je, no. Veliko jih je. Hvala. Zdaj, gospe
Štefki. Mene pa zanima, kakšen je vaš delovni dan. Imate sploh kaj časa? Prostega? Kako poteka pisateljev delovni dan? Pa veste kaj, razumem, razumem vprašanje in imate prav, ne? Na prvi pogled se zdi, kot da skozi pišem, ne? Zdaj, na moj pogled, z moje perspektive se zdi, da zelo malo pišem. Nek paradoks je v tem verjetno, ne vem. Ampak veliko stvari, ki so zajete v mojih knjigah, sem jaz dejansko doživel. Ne vem, kjerkoli začnem, ne, ali je to neka konkretna dogodivščina ali neka povezana z nekim mojim, kako bi rekel, duhovno biografijo, ampak ne vem. Recimo Petelinji zajtrk, se spomnite romana, spomnite se filma verjetno. No, jaz sem za ta roman hodil 10 let v to mehanično delavnico, ali pa še malo več k temu mehaniku in preživel to, kar se v tem romanu in filmu dogaja. Ne? Se pravi, zdaj se moramo vprašati, ali pri delavnici se gotovo nisem pisal. Ta roman se je kar zgodil, veliko se jih je tako zgodilo in zdaj kasneje jaz imam občutek, da so napisani mimogrede. Čeprav to ni verjetno popolnoma res, ne, ampak nisem tisti avtor, ki bi sedel za mizo in čakal, da dobi navdih in pisal ne, po nekem načrtu. Jaz res pišem po navdihu in pišem samo takrat, ko imam navdih. Ker se mi zdi, da samo tisto, kar je z navdihom napisano, potem nekdo tudi z navdihom prebere. Ne? Da je literatura, da so knjige, da je vse to, vse v tem je veliko teorij in veliko vsak pisatelj je pameten na to temo, ampak vsak ima svoje teorije, ne? Kjerkoli bi zdaj tu sedel, bi imel nekaj drugega govoril, ampak jaz sem prepričan, da je to nalaganje energije, ne? Da je to nekaj nad tem, kar, ne vem, na primerjalni predavajo, ne? Da je to dejansko neko nalaganje energije na nek poseben način, za kar je potreben navdih. Ne? In to je moj odgovor. Res pišem samo, ko imam navdih. Res je pa, da navdih imam pogosto in skozi. Zjutraj in zvečer. In ker imam nek tak odnos do življenja in do ustvarjanja, da se vsega tega veselim. No, to me zdaj čisto preprosto, če rečem, gor drži in poganja. Ne? Če bi izgubil navdih, če bi nehal pisati, ne vem, če bi bil še to jaz, ne? Ker je to tako zelo del mene, ne da se ločiti po moje. No, tako, zdaj urnik, edini, ki mi je, to sem se prej hecal, pa se nisem hecal, edini, ki mi je v življenju uspel prinesti urnik, je kuža. Jaz imam drugega kavalirja in zelo spoštujem to, da on rabi svoj urnik, ne? In on zna izsiliti svoj urnik, kar pomeni, da zjutraj zagotovo grem z njim na sprehod, tudi danes sem šel in tudi če grem v Ljubljano, vstanem prej in grem zjutraj z njim na sprehod in zvečer gremo na sprehod. To je zdaj drugi kuža, prej je bil 13 let star, ta je zdaj star 4 leta. To je prineslo v moje življenje nek urnik, nekaj, kar, ne vem, žena ni uspela, kar ni drugače uspelo. Tako, ampak res pa so obdobje, ko pišem in so obdobje, ko ne pišem. Mine kar veliko časa lahko, da sploh ne pišem, in potem pa so obdobje, ko pišem 25 ur na dan. Ne?
Vem, da sem enkrat delal eksperiment, to je že davno nazaj, ampak je resnična zgodba. Takrat se je še s pisanjem strojem se še pisalo, se pravi, da je šlo počasneje. Jaz sem takrat razmišljal, kako hitro bi lahko napisal roman, in sem napisal roman Astralni niz. To je ena taka čudna kriminalka v 28 dnevi. V 28 dnevi sem jaz napisal ta roman. Zdaj to več ne morem, pri teh letih, ampak takrat sem skozi pisal. Ne vem, če sem kaj spal, ampak sem ga napisal. To je kar zajetna knjiga. In ne boste verjeli, to je zdaj malo heca, takrat sem jaz ta roman napisal in je slučajno Vladimir Slejko, to je bil novodobni podjetnik, to se pravi, zdaj skoraj 30 let nazaj, razpisal eno nagrado, ki je bila najvišja literarna nagrada, kar je bila v Sloveniji kdaj podeljena, 30.000 mark. Takrat so bile še marke. In sem jaz tisti roman bil končal in sem ga poslal na ta razpis in sem bil to nagrado. Tako da s tem najhitrejšim napisanim romanom sem jaz zaslužil največ denarja. Vem, da sem takrat si kupil, moški bodo to vedeli, Renault 19 je bil avto, novi Renault 19 sem si takrat kupil in še pol nagrade mi je ostalo. Take so bile cene. Tako da, to je lepa zgodba. S to zgodbo je veliko stvari povezano, sicer zdaj to tako, če vas zanima. Ne vem, če ste to takrat spremljali, podelitev te nagrade je bila v igralnici Perla v Novi Gorici in se ni vedlo do podelitve, do takrat, do 5 je bilo nominiranih in takrat sem jaz tega Vladimira Slejka poklical po telefonu in sem mu rekel, da če mi lahko naprej pove, kdo bo dobil, pa je rekel, da ne. Sem rekel, ampak če slučajno jaz dobim, ali bo v kešu, ali bo v gotovini, da bi šel v igralnico staviti na mizo, da to povečam, to vsoto. In je potem, pazite, to je resnična zgodba. In je, ki mi je on kasneje povedal, jaz sem dobil to nagrado in on je meni rekel, ne bo v gotovini, čeprav sem imel namen v gotovini, ker nočem, da greste v igralnico in to zapravite. In mi je potem nakazal ta denar na bančni račun, tako da je preprečil to norost, mladostno norost. Ampak to je resnična zgodba, to je vse res. Tako da se da z literaturo tudi zaslužiti. Zdaj pa si zamislite, da bi šel v igralnico, pa bi mi uspelo, potem bi pa lahko, potem ne bi bilo več pisati, ne bi izgubil navdih, ne bi več pisal. Hvala tudi za ta odgovor. Mislim, da je 2 zelo lepi sporočili nam prenesel tukaj pisatelj Feri Lainšček. Prvič seveda, kako je treba imeti življenje rad in to je njegov navdih, in drugič, da je pravzaprav dobra literatura tista, ki je živeta literatura, ki ni na silo, ki ni prisiljena, ampak ki jo tudi pišemo iz neke osebne izkušnje. Katera je na vrsti? Ja, to smo že imeli. Z ozirom na to, da ste znani pisatelj in uspešen, pa me zanima, kako prenašate popularnost. Ker se marsikje pa marsikdaj pojavljate, ali vas ljudje prepoznajo, kako to sprejemate, ali vas to moti,
ker nekatere popularnost moti, nekateri uživajo v tem, pa me zanima, kakšno je vaše mnenje. Ja, teža slave. Veste, jaz živim z eno samoprevaro, z neko samoprevaro, ki mi je koristna. Jaz sem se sam sebe prepričal, da nisem popularen in da me nihče ne spozna. In s tem živim in to deluje. Jaz popolnoma normalno živim. Je res, da se izogibam, ne vem, kako boste razumeli, izogibam se v svojem lastnem mestu v Murski Soboti teh visokih krogov. Izogibam se te malomeščanščine, ne hodim na občinske tiste proslave, ko vsi pridejo s kravatami, pa se držijo, kot da so vsi predsedniki sveta. Ampak nekako najdemam pot do teh take mehanične delavnice, ker sem veliko preživel pri tem pokojnem Matošu, ki je bil potem model za tega Gaješa. Recimo, poznam skoraj vse lastnike psov v Murski Soboti, to so moj park mestni, je to prizorišče, ker se zelo dobro počutim in spoznam veliko ljudi, ampak tam smo vsi lastniki psov, nismo, tam ne veš, kdo je direktor, kdo je pisatelj, tam smo vsi lastniki psov in pravzaprav so psi tisti glavni. To je res zanimivo, vse tisti, ki ste kdaj imeli psa ali pa to poznate, veliko krat gre kdo, moj pes je tak terapevtski pes, tak kavalirček, zelo prijazen, pa kdo gre skozi park, pa reče, Seven mu je ime, Seven, reče, zdravo Seven, pa gre naprej, pa mene sploh ne pozdravi. Tako da skušam vam opisati, da to je nek način, da izstopiš iz tega sveta. Jaz mislim, da v Sloveniji pa v teh naših malih deželah, da ta popularnost pravzaprav niti ne obstaja na tak način. Poznam pa recimo neke druge, ne vem, če grem, veliko sem bil recimo v Srbiji ali pa na jugu, tam popularnost že obstaja, tam je že tisto, da to nekaj pomeni in sem živel veliko take stvari, ampak oni tudi te svoje popularne ljudi na eni strani seveda v rumenem tisku ugovarjajo, po drugi strani se pa znajo pohvaliti z njimi. Mislim, da tega Slovenci nimamo na tak način. Slovenci smo tako malo zadržani, pa tako ugovarjamo še, hvalimo pa bolj malo. To se mi zdi, da je to in zato se mi zdi ta odmik čisto v redu. Nimam s tem težav in tudi nimam nikoli nobene prednosti, ali kako bi to rekel, privilegija nobenega na ta način, niti ga nočem biti. Privilegij mi je bolj tisto, da sem lahko, ne vem, recimo v Murski Soboti hodim k enemu, ki ima pač tak bife, ali k Albancu hodim tam in tam me imajo radi ta njegova klientela, ampak ne zato, ker sem znan pisatelj, ampak zato, ker vidijo, da sem normalen, po njihovem, predvsem, ne vem, če sem vam dobro odgovoril, ampak nimam težav. Hvala tudi za to vprašanje. Torej, slava oziroma javno poznavanje Ferija Lainščka ne moti oziroma ni tako izrazito. Zdaj pa naslednje vprašanje. Gospod Matan, bomo pa njemu dali besedo. Sem pacient po možganski kapi in moje literature zadnje čase so predvsem strokovne. Čitam
kaj lahko naredimo sami z možgani, da bi nekatere funkcije obnovili. Sem prečital večino vaših knjig in vedno vas imam v pravi z Fran Milčinskim, Pod sobotnim soncem, Prekmurski, Fran Milčinski. Fran Finžgar. Primerjava z drugimi pisatelji, da je Feri Lainšček kaj podoben Finžgarju oziroma temu odnosu morda do slovenstva, tudi do tega, kakor ti opisuješ Prekmurje. Ja, bolj mi je zanimivo to, ko ste rekli, da po poškodbi ne, ker me asocira. Jaz mislim, da se da veliko narediti. Da je to... Ogromno se da. Se da, ne? Ameriška doktorica je doktorirala iz možganske kapi, ki je sama doživela. Ja. Si je potem pomagala z spominjem, ki ga vlekla iz podzavesti. Ja, gledajte, jaz mislim, kar bom zdaj povedal, tudi mislim, da je res za mene kot ustvarjalca. Jaz mislim, da vse to, kar sem napisal, je eno polovico ustvarila zavest, razum, to, kar vem, drugo polovico vsake knjige pa podzavest. In ko imaš navdih, ko si res ustvarjalen, ko so pipe odprte, ko to teče, podzavest so ustvarja. Podzavest vpliva na to, kar zavest ustvarja. In samo tisto, to je pač spet moje, kar je na ta način ustvarjeno, res deluje. Tako da ta podzavest je v našem življenju enako pomembna kot zavest. To bi se zdaj dalo razpredati na dolgo in na široko, ampak to je res moje prepričanje. Veste, jaz sem tisti, ki ste kaj pač spremljali to, kar počnem, jaz sem nekako Jungov učenec od tega znamenitega psihoanalitika Karla Gustava Junga. Sem jaz največ življenjskih modrosti vzel zase in največ sem se od njega naučil v naši duhovnosti, duševnosti. In tudi to, ne vem, to omrežje, v katerem živimo, si razlagam z njegovo pomočjo, s pomočjo misli, da obstajajo arhetipi, vzorci, ki potujejo skozi čas in da obstaja kolektivno nezavedno, da ne obstaja samo moje zavedno in nezavedno, kot zdaj govorim, ampak da obstaja celo kolektivno zavedno in nezavedno. Da vsak, ne vem, Slovenci, prej smo menjali Slovence, kako odnos imajo do znanih ljudi. Ti Slovenci imajo skupno neko zavest in imajo pa tudi podzavest svojo skupno. Zdaj, zavest je stvar trenutka, podzavest je pa stvar časa, skozi katerega smo kot narod hodili. No, ne bom kompliciral, ampak hvala za vprašanje, to je moja tema, tudi se lahko razgovoril. Naslednje vprašanje, gospa Marija Frangež. Jaz bi vprašala, če ima ta vaš klobuk, ki je vedno na glavi, kakšno zvezo s čim? Zakaj je prepoznavni znak Ferija Lainščka njegov klobuk, ampak danes je malo drugačen, je svetel, jaz sem navajena temnega. Ja. No, vsekakor je res, da je klobuk, če ste kdaj gledali nastope folklornih skupin, pa Prekmurska narodna noša, boste videli, da imajo moški klobuke. Klobuk je prekmursko pač
pokrivalo skozi stoletja bilo in potem je prišel komunizem, ne, in so zmagale v tem te čepice, delavske čepice, pravzaprav baltiška kapa, ne. Vse se je razvilo iz baltiške kape, te čepice, ne. Moj oče recimo je celo življenje nosil čepico, leto s šiltom. No in nekako, ko se je pač potem začela sprememba ta sistema, ko se vsi to spomnite, sem jaz bil verjetno edini v Murski Soboti, ko sem prišel, ko je imel klobuk. Ni bilo, klobuki so se zelo počasi vračali. Ne, če greste danes v Murski Soboti, boste srečali že ljudi s klobuki, ampak zelo so se počasi vračali. Tako da jaz sem klobuk sprejel kot pač del pokrivala, ki je tradicionalno v Prekmurju. Razen tega je pa klobuk tudi zaščitni znak madžarskih ciganov, madžarskih Romov. Ne, tisti s širokimi krajci so pravzaprav klobuki teh madžarskih ciganov, ker pride pa seveda spuste z vročine. Zdaj, zakaj pa pokrivalo? Pokrivalo je, zakaj sem ga rabil, pa zato, ker sem pa zelo zgodaj postal plešen. In to besedno, tako kot Kristin, verjetno Vlado, ker moje tudi zaradi pleše. Ampak potem si rabo pokrivalo, ker vsi, ki imamo plešo, vemo, ko dežuje, tako čutiš, da dežuje. No in tako zdaj skušam odgovarjati na to vprašanje. Ta klobuk se je prikradel k meni in rabil sem nekaj za pokriti glavo in potem sem videl, da to lepo deluje. Toliko časa to si bil kar tudi zaradi tega klobuka malo čuden tam v Murski Soboti. Edino tisti starejši, ki so preživeli iz predvojnega časa, so potem to opazili na način, mogoče na nek madžarski način, ko so rekli, lep klobuk imaš, lep klobuk imate. To je bil kot nekaj, s čimer so se izkazali neko naklonjenost. No, skratka, to je v klobuku. Tako, zdaj se je res razvil v neko prepoznavnost, ko ste prej vprašali, če hočem, da me spoznajo, grem s klobukom, če pa hočem, da me ne spoznajo, se razkrijem, pa grem pa s plešo. Hvala. Je še kar nekaj vprašanj, tako da bomo malo pohiteli. Aha, vi imate še eno? Ja. Jaz imam vašo knjigo Ljubi me, kot sije sonce. Prečudovite pesmi so noter in bi se vprašala, če se nanašajo kaj na tale naslov Ljubi me, sonce. Se tudi vi ljubili tako? Ja, nekaj smo že slišali, pa naj še kaj pove o ljubezni danes. Ja, moram reči, da sem zelo vesel, da bo jeseni izšla ta moja poezija res v eni knjigi. Zdaj, ko gledam tako skozi, to je tudi en izborček pravzaprav, pri mladinski knjigi. Res je večina, velika večina mojih pesmi ljubezenskih. Očitno je ljubezen tisto, kar me nekako celo življenje poganja, ampak to je ljubezen do življenja, ljubezen do... Vem, jaz sem imel obdobje, ko sem hodil po teh ravnicah, pa se še zdaj hodim in sem se zelo tudi, da kar občudujem rože, pa da je boham kot nek bikec Ferdinand, tako verjetno se komu zdaj čuden, ampak ta čudež cvetov, ta lepota cvetov se mi zdi nekaj, kar me res prevzelo. In ta odnos je v meni, to ni nekaj, kar bi jaz ponarejal, kar bi skušal. Ne vem, zelo podobno je verjetno
to čutil pri Tonetu Pačku, recimo to neko življenjsko radost. Tako, kaj veste, o poeziji je težko pravzaprav govoriti v nekem tem kontekstu današnje poezije. Meni se preprosto zdi, da obstaja poezija, ki lahko zveni tudi v drugem in da je to ta prava poezija. Imamo pa veliko poezije, če gledate v knjižnico, veliko poezije tam v tisti samoti knjižnice in veliko pesniških knjig, ki nikoli nišče ne odpre. In mislim, da je to poezija, ki zveni samo v pesniku. Jaz ne rečem, da ni prav, da to nastaja. Ne nastaja, ampak to je obsojeno potem na to samoto. Jaz enkrat sem bil v Zagrebu, v veliki knjižnici in sem šel notri med tistimi gromozanskimi policami s knjigami in sem se zavedal tiste samote knjig, ki se jih že dolgo leta, desetletja ni nišče dotaknil. Mene so se te knjige tako zasmilile, da sem si rekel, da mojim knjigam se to ne sme dodajati. Zato se borim jaz za moje knjige. Veste, kot sem prej rekel, da seveda se ne veselim z njimi, pa ne vem, pa ne živim z njimi, ampak borim pa se za nje. Niso to knjige, ki bi jaz rekel, da niso moje, ne? Da bi jih zatajil, da ni njem nekaj. To je nek moj odnos do literature, pravzaprav, kar vam zdaj skušam razlagati, mogoče malo nepovezano, ampak tako je del mojega življenja vse skupaj. In zdaj ta proces, ko knjiga nastaja, je en proces, takrat ne razmišljam o tem, kako bo živela, kako se bo prodajala. Ko pa je, potem pa razmišljam o tem. Ne? Na ta način pač to nekako ločim. Da ne bi pisal po naročilu, da ne bi pisal to, kar drugi hočejo, ampak da pišem to, kar je v meni, kar čutim. Hvala. Nič še nismo rekli o knjigi, o kateri smo govorili. Katera je naslednja? Kaj je navdihnilo pesem, ne bodi kot druge. In bi jaz kar pod vprašanje prečitala, številne vaše pesmi so oglobljene. Kako ste začeli sodelovati z Ditko, ki vaše pesmi poje? Ja, to pa je poezija, ki tudi zveni. Ja, tole z Ditko je lepa zgodba, res lepa zgodba. Midva se nisva poznala. Ta družina, oče Gorazd, glasbenik, in Ditka živi v Prevaljah na Koroškem, jaz pa seveda v Prekmurju. Je bilo pa tako, no zdaj moram na ta način povedati, kako se je začelo, ker so mi to potem razložili. Ditkina mama je to pesem Ne bodi kot drugi izrezala iz ene ženske revije, kjer je bila objavljena, in jo je doma zalepila na hladilnik, ker je hotela očetu Ditkinemu Gorazdu s to pesmijo nekaj sporočiti. Ta pesem ima to neko, ko so se sporočali z njo. In Gorazd je kasneje, nismo se poznala, takrat je rekel, in to je bilo verjetno 1 leto na hladilniku in jaz tega nisem prebral. Pač ni prebral, ne? Je videl, da je to tam gor. Rekel, pol sem pa šel nek večer po pivo v hladilnik in sem rekel, še zdaj ne vem, zakaj to pesem prebral, in se me je dotaknila in jo je še tisto noč v glasbo. Ta pesem je nastala tisto noč, ko je on zagledal na hladilnik, končno prebral. No in je potem to, Ditka je bila takrat stara skoraj 18 let in je prosil, da je to zapela in sta mi demo posnetek poslala po mailu. In jaz sem takoj začutil, da je to nekaj posebnega in sem se da rekel, naj posname. In potem je Ditka to posnela
je pesem se začela vrteti po radiju in sem jaz jo povabil na literarni večer, ki sem ga imel, mislim, da v Dravogradu, da je prišla ta pesem zapet. In potem sem jim povabil še na par literarnih večerov, pa je nastala druga pesem. No in tako se je začela njena glasbena kariera in je postajala vse večja pravzaprav in potem je ona začela mene vabiti na svoje koncerte, če pridem kako pesem prebrati. In tako smo postali prijatelji in smo pač zdaj res prijatelji. Netka je zdaj že, kako bi rekel, zdaj ni več stara 80 let, je že mlada ženska. Ampak prijateljstvo je pa res ostalo med nami, veliko skupaj nastopamo. Moram vam reči, da jaz nobene pesmi v življenju, ki so, mislim, da jih je čez 400 prijavljenih na Sazavstvu kot glasbene, nobene nisem prodal. Nikoli ni meni nihče mogel plačati za moje pesem. Jaz sem vse dal zmeraj zastonj. Ne glede, ali je za pevski zbor, ali je za resno glasbo, ali je za jazz, ali pop, ali za... Nihče ne boste nikogar srečali na tem svetu, ki bi rekel, da je meni kaj plačal za mojo poezijo. In tudi nisem nobene pesmi pravzaprav napisal po naročilu. Razen mogoče prve, to vam še povem. Prva moja pesem, ki je nastala na glasbo, na že narejeno glasbo, je besedilo za skladbo Ota Pestnerja Merjen. Sigurno ste še postala zimzelena, Merjen. To je nastalo tako, da je moj prijatelj, glasbenik Zvone Kumar, mislim, da mu je Oto Pestner napisal eno skladbo in sta se nekaj delala, nekaj sta, da bi neko menjavo naredila in je potem Zvone Kumar obljubil Oto Pestnerju, da jaz naredim mu besedilo. To je bila ta trgovina. In je meni Oto Pestner dal posneto skladbo, seveda brez besedila, in jaz sem tisto milijonkrat poslušal, nisem mene izkušnje, kako napisati besedilo na glasbo. Ni to tako, enostavno nisem hodil glasbeno šolo, nisem glasbeno izobražen. Ampak mi je uspelo po posluhu napisati to besedilo za skladbo Merjen. Posvečena je, če se spomnite besedila, govoril, vojna tematika je malo o nekom, ki odhaja v vojno. Posvetil sem to besedilo mojemu prijatelju Vladu Žabotu, pisatelju, ki je takrat šel na služenje vojaškega roka v Jugoslovansko armado in je bil strašansko nesrečen. Jaz sem to nekako ujel v to skladbo, pa še to vam povem. Zares me je pa potem naučil, kako pisati na glasbo, besedila, pa skladatelj Dečo Žgur. Spomnili se ga boste, ne? Dečo Žgur je bil zaposlen na Radiu Slovenija in je nekako vodil tisti Studio 14, znameniti, to ste slišali, Studio 14 na RTV je bil edini prostor v celi Sloveniji, kjer so se snemala glasba, kjer so vsi ti znani pevci hodili za pet. Jaz sem pa takrat že delal na Radio Slovenije v poročilih, kot dnevne informativne uredništvo, ker mi ni bilo fajn. Ker se nisem dobro počutil in sem skoli tega Studia 14 hodil tam spodaj in sem temu Deču Žgurju težil, nekak bi jaz prišel zraven, kako se napišejo besedila, zares. In enkrat moral sem me že zelo na živce iti in to se spomnim, je rekel, zdaj pa imam vas dovolj, zdaj pa pride z mano, pa greva, pa vam jaz to enkrat za zmeraj razložim.
in me je pelal po enem hodniku tam na RTV-ju do ene police, kjer je bil en radiator velik, tisti stari radiatorji, če se spomnite rebrasti, gore je bila polica, je vzel en blokec, iztrgal papir, pa je napisal metrično shemo, poudarjeni, nepoudarjeni, poudarjeni, nepoudarjeni, ne, je rekel, gledajte, vzamete glasbo, razberete metrično shemo, ne, in potem na to pišete. Tako da je on meni v 15 minutah, jaz sem takrat diplomiral in magistriral in doktoriral iz pisanja na glasbo v tistih 15 minutah, od takrat naprej vem. In sem neskončno hvaležen, da si vzel tistih 15 minut časa samo. Ampak zdaj me je odneslo, ne, ampak veste, glasba je na velika zgodba, ne, tudi v mojem življenju, ker je pač res teh skladb je veliko. No, teh je več kot knjig, ne. Ja, je razkril pisatelj Feri Lainšček še nekaj, da je delal tudi delno kot novinar, namreč študiral je nekaj časa novinarstvo, pa je hitro ugotovil, da to ni zanj. Gospa Katarina, vi še niste nobenega vprašanja zastavili, a bi morda zdaj vi, ker imamo še celo kopico, ampak ti tako na široko govoriš, da ne bomo vse uspeli. Kaj menite o digitalizaciji in digitalnih vsebinah? Mislite, da se bodo ohranile 1000 let kot knjige? In pa še eno, da ne bomo predolgi. Zakaj ste izbrali naslov romana Življenje nima smisla? Nima naslova. Nima naslova. Ja, tako, zdaj se bomo malo še pomudili pri knjigah in knjigah v netiskani obliki, no, in pa seveda se končno gremo k romanu, ki smo ga v tem projektu obdelovali. Veste, to, da nismo imeli elektrike doma tako dolgo, je mene usodno zaznamovalo. Pa tudi to, da sem toliko bral in to radovednost nekako vzbujal do življenja, me je tudi usodno zaznamovalo. In jaz sem imel veliko srečo, da ko se je pojavil osebni računalnik, prvič, sem imel prijatelja, ki je meni 1 leto govoril, poslušaj, računalnik, to je pa nekaj, jaz mislim, to je pa nekaj idealnega za pisatelja. To je pa nekaj idealnega. In jaz nekaj časa sem se upiral, potem sem popustil, to je bil še WordStar program, ste pa te spomnili. In sem jaz začel uporabljati računalnik. Verjetno prvi, vse v Sloveniji, pisatelji zagotovo prvi, ker so bili takrat računalniki še zelo redki. In od takrat naprej jaz živim z računalnikom. Od takrat naprej sem jaz z računalniki popolnoma na tekočem. Se pravi, samo dobro vam lahko o tem povem. Jaz sem zasvojen z vsemi omrežji, imam TikTok, Instagram, Facebook. Tudi na Facebooku, to pa je dokazljivo, sem bil med prvimi pri nas, ni ga še bilo. In recimo veliko vem o teh naprednih tehnologijah, katerih vsi skupaj vem, da malo veste, o blockchainih, o trgovanju s kriptovalutami, z vsemi temi tehnologijami, ki to nadgrajujejo. Tako da, skratka, ne smejo me povabiti na šolo in mi zastaviti to vprašanje, ker sem na strani otrok. In me učiteljice grdo gledajo, če začnem o tem govoriti, tako da moram prav paziti. Glede, jaz mislim, da mora človek, pa to res mislim, pa tudi pisatelj, živeti v svojem času, zavedati se duha časa. Ker samo dvoje je pomembno pri pisateljevanju. Na eni strani, da se zaveda duha globine, to, kar smo prej govorili,
da se zaveda vsega tega, kar je bilo in da se zaveda duha časa, ne? To je pa neka horizontala, v kateri živiš. Jaz mislim, da pisatelj, ki se ne zaveda duha časa, ne more pisati v tem času. Ne? In to, kar ste me vprašali, je del tega časa. Brez tega časa ni. Ne? Tako pač je. In zato jaz vztrajno spremljam vse te nove možnosti. Veliko se pogovarjam z umetno inteligenco, vam res priporočam, če niste tega še osvojili, da to čim prej osvojite, ker je zelo enostavno, odpira pa neskončne možnosti, ker ta umetna inteligenca je res inteligenca. To ni nekaj, kar bi bilo kar tako, ker jemlje vse znanje, ki je, in ga tako hitro procesira. Da bo neumlje otroke. Ja, veste, to je zdaj veliko vprašanje. Jaz mislim, da ravnamo narobe. Mi bi morali zdaj otroke vzgajati za to, da jih ne bo poneumljalo. Mi pa otroke odganjamo. To je napaka. Mi bi jim morali to dati, ker drugi otroci na svetu to imajo. Mislim, morali bi to dati, ampak bi jih vzgajati za to. To, če me razumete. Da bodo znali to upravljati na ta način, da ne bo poneumljeno, ker to samo po sebi ne poneumlja. Zlorabljajo otroce, v tem je problem. Jaz se z vami strinjam, ne treba napredovati, ampak mislim, da to otroci zlorabljajo, zato ker lahko ima mobitel pri sebi, če nekaj ne ve, bo povrskal, a je to njegovo znanje? Ne, to se strinjam, se to je del tega, kar pravim, vzgajati. Ne, se popolnoma strinjam z vami, samo ne smemo pa tega odrivati, kot da ne obstaja. Ker to je del, veste kaj poneumljajo zdaj, a ste to opazili, a ste zdaj slišali za Lutko Labubo? Niti tudi ne. Poslušajte, to je svetovna senzacija zdaj, poneumljanja. En Kitajec je izdelal to Lutko Labubo, ki je podobna telebajskom, če ste kdaj risanko telebajski gledali. Zdaj, čisto skoraj bebava, pa telebajski so še imeli nekaj sebi, ker so bili za najnižjo stopnjo, otrok. Ampak ta Lutka Labubo je preplavila svet. In je cela histerija okoli nje, je pa ni nič drugega kot Lutka in nič drugega ni z njo povezano kot Labubo in neka mitologija, ki je razdelila svet na to, da je ta Lutka zlobna in da priklicuje duhove, na drugi strani pa pač trditev, da ni. Ne vem, jaz kamorkoli odprem kjerkoli socialno omrežje, pa to je to, kar otroci odpirajo, zato vam to govorim, leti vem ta Lutka Labubo. In potem so zbiratelji po svetu in je pa tako, da so neke serije in ti iz te serije zbiraš v škatli, ki se ne ve, kjer boš dobil, kot Lutka presenečenje. To pa je poneumljen svet, to pa je res poneumljen svet. Ampak, če gremo k knjigi, ki pa je dragocena. Ja, ti bi rada knjigi, saj pa se knjigo so prebrali. Naslov. Dobre, ja, seveda. Naslov? Naslov vam lahko samo povem, da je pri tej knjigi že dolgo bil naslov v moji glavi, samo nisem vedel, v kateri knjigi bo pasal. Vem točno, kje sem se ga spomnil, na sprehodu s psom. Točno vem, se kuža peva na sprehodu. Pri katerem drevesu
In je naslov bil kot neka lepa misel, ne? In je čakal, ker knjigi bo, bila smo drugi naslov, verjetno mi naprej, ne? Veš, da se ne spomnim. Jaz tudi ne. Nek drug naslov sem imela, ko smo Veste, naslovi so meni zelo pomembni, ne? Naslovi so tako približno kot prvi stavek pri romanu. Prvi stavek me zelo določi, prvi stavek je pomemben, nek uvodni akord da, naslov pa mora nekako povzemati to, kar je. In tu se mi zdi, da ta naslov zelo pristoji tej knjigi pravzaprav, ne? Ura je 11, ne? Mi imamo tako še kakšnih 10 vprašanj zagotovo v rezervi, tako da to lahko traja še do kosila in še čez. Ja, zelo smo se razgovorili. Bi morda katera vendarle še želela odgovor na kakšno svoje vprašanje, kratko? Jaz bi to vprašala, ali ste sam mogoče poznal družino z enim takim primerom, ko je bil Denci. Aha, ja, v tem romanu. Pa na kratko, da bo še povedal. Zelo na kratko bom povedal, ja, pri meni je vse malo resnično. To je iz sveta moja žena, ki se je upokojila zdaj pred 2 letoma, je bila pa celo življenje socialna delavka. In je celo življenje so ti socialni problemi, to okno v ta svet teh socialnih problemov skozi njeno. Veste, da žena prinaša domov službo, ne? Tako je prišlo to do mene. Aha, bomo še gospe dali. Jaz bi rada vprašala, če ste že napisali, kaj o naši lepi Sloveniji. Mogoče zgodovino ali knjigo ali pesem. No, to je pa lepo vprašanje za bolj zaključek našega pogovora. Ljuba Slovenija, draga Slovenija, koliko je v tvojem srcu, Feri? Zagotovo poznate, ali pa mogoče poznate pesem, ki je bila naslovna v tisti televizijskem šovu Moja Slovenija. Slovenija od kot lepote tvoje? Ne, Moja Slovenija je bila na televizijska tak šov je bil. Vincel, kaj je bil, ja, Moja Slovenija. Tako 2 ekipi sta tekmovali v poznavanju Slovenije, tako da tista pesem je moja pesem v Sloveniji, ne. Pa še nekaj si napisal. Tako da jaz imam rad to Slovenijo in sem prepričan, jaz osebno pač, to je zdaj spet moje mnenje, da živimo na najlepšem koncu sveta pravzaprav, ne, in da tudi živimo na zdaj, ko se tako čudno dogaja po svetu, praktično najbolj varnem koncu sveta, ne. Tako da to se mi zdi neka sreča, da živim tu in nimam pravzaprav neka velika želja po potovanjih, čisto. Z leti mi ta želja nekako plahni, ker mi je lepo tu, ne. Tako da nič slabega ne moram povedati v Sloveniji. Edino, kar moram povedati, da pa imam cela obdobja, ko sploh ne gledam poročil, televizije, teh programov, ki se nanašajo na politična vprašanja, ker me to pa spravlja v slabo voljo, ne. In potem to preprosto izključim in če bi izbiral med telefonom in Labubojom, bi rajši izbral Labuboja kot pa neko Tarčo. To resno mislim, ne. Škoda mi je časa, škoda mi je se obremenjevati, ne, s tem, kako zdaj mi to v Sloveniji urejamo, ne. Ne urejali, ampak napisali. Ja, zgodovino ima pa lepo.
če bi smela še samo eno kratko vprašanje. Povejte. Ali ocenjujete na splošno, ko se dosti gibate med raznimi krogi, ali ocenjujete, da smo Slovenci dovolj ponosni na svoj jezik in svojo Slovenijo? Veste kaj, ponavadi otrokom povem eno zgodbo, ki je povezana s prekmurščino. Prekmurščina je ostanek panonskega jezika. Ta panonska jezikovna skupina je bila tako velika, da je več kot 250 milijona ljudi govorilo v tem jeziku. Prekmurščina zdaj, ne vem, če jo govori 100 000, verjetno manj. Umira. Vsako leto praktično umre veliko jezikov na svetu. In jaz zmeraj na podlagi te prekmurščine povem otrokom, pazimo na to slovenščino, ker nas je samo 2 milijona. In med 250 milijona in 2 milijona ni velika razlika. Je velika razlika med 100 milijoni pa 1 milijon, med 4 pa v tem smislu nismo dovolj pozorni in spoštljivi in ne vem, kako to vrniti, nimam recepta, samo lahko rečem, da se za to zavzemam na vsakem koraku in skušam opozarjati. Toliko o tem. Hvala lepa. Ja, iskrena hvala, tisoče vprašanj, dragi Feri, bi še imeli zate. Res si navdih nam vsem, svojo besedo, svojim pisanjem, tudi svojo osebnostjo. In morda je prav, da to čudovito srečanje zaključimo še z eno tvojo pesmijo vsi skupaj in na tak način ohranimo v srcu spomin na ta dogodek. Mogoče se lahko izbiram, ampak mogoče bi pa vseeno prebral eno pesem o ljubezni. Ker nismo danes dovolj govorili o ljubezni, ali smo. Namreč, veste, pesniki zelo redko napišejo pesem, ki nosi prav naslov ljubezen. Ker to je taka pretenciozen naslov. Jaz celo zmeraj rečem, da pesniki ne vemo nič dosti več o ljubezni kot vsi drugi. To je neko zmotno prepričanje. Mogoče več razmišljamo o njej, no, ampak jaz sem pa napisal pesem z naslovom Ljubezen in sem prav ponosen na njo, pa jo bom zdaj za konec prebral. Ljubim te, ljubim ljubezen, kjerkoli že si, karkoli kje delaš. Ljubim vse tvoje začetke in konce, še najbolj pa ljubim, da kar ne odnehnaš. Ko gledaš med zvezde, ne vidiš vesolne praznine. Spreminjaš bogove in njihove sanje. Ob tebi še revne so duše, da je polna topline. Ko prvič se koga dotakneš, si mlada kot jutro in srečna. Ko snucem že mrtvim odhajaš, še zmeraj smehljaš se veš, da boš večna. Ljubim te, ljubim, se vem, da življenje je čarna posoda. Kdor daje, dobiva. Kdor jemlje, izgublja. Mnoge se zgodbe končajo drugače, kot hoče usoda. Verjamem, da slišiš molitve, a bolj so ti všeč serenade. Obljube odpirajo okna in vrata, še kakšna čut, ne ravno očetna, iz globin se prikrada. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Hvala vam lepa.